Veste, časi so bili zelo negotovi, ampak če se spominjam nazaj, so to lepi časi. Ja, takrat je bila tako zgoščena naša slovenska zgodovina, da nikoli ne bomo mogli vseh tistih lepih podrobnosti opisati, ki so se takrat dogajale. A veste, jaz sem bil zdravnik, zadovoljen s svojim delom, rad sem imel paciente in seveda sem si želel, da bi kdaj živel v demokratični državi. No in ko sem enkrat, na vrtu žagal na drva, sem poslušal Omana in to ustanovitev te njegove kmečke zveze in sem rekel, no, to se bo pa le nekaj spremenilo. Seveda pa nikoli nismo sanjali o Sloveniji kot državi, to se nam je zdelo skoraj nemogoče. Smo pa želeli eno demokratično družbo, eno demokratično državo in tako se je začelo. Ivo Bizjak je en večer v eni poledicih nam prišel, prav, veš, tebe imam na spisku, da boš pomagal, da ustanovimo krščansko demokracijo. In smo začeli, gospod Cvetek v Bohinju, jaz v Kranjski Gori in tako se je začelo. No, potem je pa prišlo do tega, da so se bile pred nami volitve. Jaz se nisem želel biti poslanec oziroma sploh v politiko, ker sem bil srečen v svojem poklicu. Ampak vseeno so me prepričali in na tistem, rekel, sestanku vseh teh strank Demosa so pač rekli, veš kaj, nas boš ti zastopal. Sem rekel, kaj bom pa delal? Prav ene dvakrat, trikrat na let se v Ljubljano peljal, pa žena bo nov gvant kpila. Tako je izgledalo takrat vse. No, potem se je začelo čisto drugače in pred volitvami je bila pa groza. Nismo imeli ne denarja, ne izkušenja. Veste, to je bila borba Goljata in Davida. Goljata poznate, mu je denar, imeli so izobrazbo, imeli so tole kumrovško, ne vem, je to fakulteta bila nekaj podobnega, kot danes FDV, nekaj taga se mi je zdelo, da to je. No in mi smo bili pa čisti laiki, jaz nisem ločil niti izvršnega sveta od vlade, nič. No in smo šli v to borbo. Smo uspeli, zdaj ne vem, to ne boste mogli pokazati, ampak sem prinesel prav en plakat, gledajte ga, to so bili vrhunski plakati iz naših časov. Ja, to je bil en plakat, več denarja ni bilo za bolj razkosne, listke smo pa tiskali v Begunskem Farošu na enem starem ciklostilu, ki smo ga celo noč na roko gonili. No, to so bili začetki. Ko sem pa prišel v parlament, sem bil pa na Jesenicah v bolnici zdravnik, dežuril sem, na koncu dežurne sem se usedel v avto, šel v parlament, bučar je plačal parkirnino, pa vlak iz Radolce do Ljubljane. Tako smo začeli. Tako da imam zelo lepe spomine, čeprav spominov je še veliko, eni bolj lepi, eni bolj taki grozljivi, ampak kakorkoli sem srečen, da mi je Bog naklonil to milost, da sem lahko v tem procesu sodeloval. Veste, kako je, kar se teh migrantov tiče, se mi je najbolj pametno zdelo tisto, kar je naša predsednica povedala. Pomagati tam, odkoder prihajajo, sprejemati tiste, ki bežijo pred vojno, tiste, ki pa hočejo višji standard, tistih pa ne moramo, ker sami nimamo višjega. Kar se pa tiče Slovenije, veste, pa pogled iz Ljubljane drugačen. Ali pa pogled tistih, ki berejo časopise pa gledajo televizijo, ni tako črno vse. Poglejte slovensko periferijo, samo to morate tja iti pa videti. Te majhne občine so toliko napredovale, da samo gledate. Ja. In se točno ve, kje je nova majhna občina, kjer so trotoarji narejeni, kjer je asfalt lepši, pa rečeš, no to je pa nov župan, nova občina. Mislim, veliko se naredi in veliko se dogaja na slovenski periferiji, tako da jaz nisem pesimist. Mislim, da bo šlo v tej smeri naprej.